danes Gospodarska zbornica Slovenije že 48. podeljuje nagrade uspešnim slovenskim gospodarstvenikom in podjetij, katere ti gospodarstveniki vodijo. V vsem tem obdobju je bilo podeljenih nagrad Gospodarske zbornice Slovenije, za katerega mi smatramo, da so te nagrade Oskar za gospodarstvo v Sloveniji, preko 300 nagrajencem. In pretežna večina nagrajencev in pa podjetij še vedno danes uspešno delujejo in nadaljujejo tisto tradicijo oziroma tisto uspešnost, ki je bila takrat, ko so ti nagrajenci dobili tudi nagrade. Absolutno si želimo, da nagrada Gospodarske zbornice Slovenije tudi v prihodnje ostane prestižna nagrada in ostane gospodarstvenikom izziv in potrditev, da gre za trajni dosežek na področju, na katerem pač ti gospodarstveniki delujejo. Moram reči, da sem zelo vesel, da so letošnji nagrajenci iz različnih dejavnosti, prihajajo iz različnih dejavnosti, so podjetja, ki so v domači lasti, so podjetja, ki so v tuji lasti in tudi podjetja, ki imajo malo drugačno lastniško strukturo, kot je nekje običajno za slovenske razmere. Mislim, da ste skozi materiale, ki so vam bili posredovani, to na nek način tudi ugotovili, kar samo potrjuje tisto neko dejstvo, ki sem ga že večkrat poudaril, da za mene obstajajo samo dobri oziroma slabi lastniki, uspešna in neuspešna podjetja in da na osnovi lastništva ni možno ugotavljati, ali podjetje oziroma gospodarstvenik uspešen ali neuspešen. Mi smo do zdaj že podelili preko 340 nagrad in včasih se je pojavilo vprašanje, a pa sploh so še podjetja v Sloveniji, ki so uspešna in ki so kandidati potem za nagrade. In ko podrobneje analiziramo razmere v Sloveniji in rezultate poslovanja, smo vedno znova ugodno presenečeni in to ugodno presenečenje v zadnjem času izražamo tudi z oceno, da podjetja, ki trenutno poslujejo v Sloveniji, še nikoli niso bila tako uspešna, kot so ta, ki danes poslujejo. In so seveda bistveno boljša, kot so bila pred leto 2008 ali pa kadarkoli prej. Ker če tistim podjetjem, ki so bila leta 2008, odštejemo od vse tiste, ki so propadli na področju gradbeništva, finančnih holdingov, slabih tranzicijskih projektov, lastniških kolapsov in tako naprej, so tisti, ki so danes ostali, bistveno boljši. Višja dodana vrednost, manj zadolženi, večji obseg proizvodnje, več celo zaposlenih, kar ni nujno enako s tehnološkim razvojem, in seveda tudi bistveno več izvozijo. Tako da nam v teh pogojih res ni težko najti odlična slovenska podjetja, mi pravimo Petre Prevce, če hočete, ali pa slovenske orle, imamo tudi številne v slovenskem gospodarstvu, samo malce bolj natančno je potrebno pogledati te rezultate, ki jih dosegajo. In mi z preko 60 merljivimi kriteriji vsako leto natančno analiziramo vse prijavljene kandidate. Komisija, ki to izbira, je sestavljena iz bivših nagrajencev Gospodarske zbornice, vodijo, kot je bilo že rečeno, gospod Janez Škrabec, notri pa so še Hugo Bosio, Boštjan Gabrc, Stanislav Rožman, Štefan Sobočan, Otmar Zoran in naša sodelavka Arjana Grobelnik. Skratka, komisija ima zelo trdne, merljive kriterije, ocenjuje dolgoletno, daljše poslovanje, ne samo enkratne uspehe in na podlagi tega je letos podala predlog in potem tudi izbrala 2 nagrajenca med velikimi gospodarskimi družbami, 3 med srednjimi in 2 med malimi. In jaz zaključujem z oceno, da se sploh ne bojim, da prihodnjo leto ponovno ne bi imeli izvrstnih, tudi mednarodno povsem kompetentnih, kompetitivnih in tudi uspešnih in primerljivih podjetij, ki bodo nagrajenci Gospodarske zbornice v prihodnje. Skratka, vsem nagrajencem, predvsem nagrajenkama in nagrajencem, res iskrene čestitke in vesel sem, ker lahko z vami delim to vaše slavje
in pa tudi pozornost javnosti. Hvala lepa. Kot je bilo včeraj pred 16 leti. Tisto pred 16 leti mi je spremenilo življenje, ampak na boljše. Takrat nisem vedel, da obstajajo neke nagrade, niti nisem vedel, čemu so namenjene. In kot mlademu človeku, ko dobi nagrado, ve, da je od takrat naprej opazovan. In to nagrado, danes drugo, lahko namenim samo mladem. Zato ker upanje, ki ga moramo dajati danes, ko smo nagrajeni, ga lahko dajemo drugim, ne sebi. To so nam drugi dali. In če upanje iztržeš mlademu, je tako, kot če bi iztrgal dušo človeku. Zato naj bo ta slovenska družba in slovensko gospodarstvo vendarle ponosno, da izobražuje vse te ljudi in jih ne pusti, da najboljši odhajajo ven, stran iz Slovenije, ker potem bomo ponosni na tisto, kar oni drugo delajo. Ampak oni so del naše družbe. In če si želim še kaj, si želim to, da bi kdo videl, kdo rad sebe danes tukaj na tem mojem mestu. Hvala. Jaz sem eden tistih, ker ste zaznali, predstavljam tujega lastnika v Sloveniji in izkoriščam to priliko, da na nek način pokažemo in povemo, da tudi tuji lastniki niso slabi lastniki, oziroma tako kot je predsednik prej povedal, ni važno, kdo je lastnik, vendar kako dela z tistim, kar mu je v lasti. Številke same po sebi govorijo, kako smo rasli, kako rastemo, bi pa želel na tem mestu povedati, da je bolj pomembno kot rezultat to, na kakšen način pridemo do tega, z jasno strategijo, z ljudmi, ki so angažirani, ki so na nek način v podjetju, kjer ne beležimo nobenega izstopa iz podjetja, se pravi, tisti, ki pridejo k nam, ostanejo z nami. Smo hitri, fleksibilni. V takšnem koncernu, kjer imamo približno 46 podjetij po celem svetu, predstavljamo zelo majhen delež, ampak je vizija biti najboljši. Ne samo po številkah, ne samo po dobičku, ne samo po nekih parametrih, ki krasijo finančno bilanco, bolj po parametrih, kaj smo sposobni, kakšno znanje smo sposobni dajati temu koncernu oziroma našim izdelkom. Jaz sem zelo ponosen, da imamo ljudi, ki so sposobni iti po svetu, ki so sposobni delati kjerkoli, ker so samostojni. In dejansko je to naša ključna prednost. Fleksibilni, hitri, sposobni zaposleni, motivirani, ljudje, ki jih je veselje pogledati, ki delajo. Samo podjetje je v veliki rasti in tudi v prihodnjih letih, čeprav konjunktura v avtomobilski industriji mogoče ni takšna kot na kakšnem drugem področju, rastemo hitreje, kot je tržišče. Rastemo zato, ker smo dejansko blizu najboljših in ker nam lastnik zaupa, da to znamo in zmoremo. In to se mi zdi ključnega pomena. Tudi moja promocija oziroma sprememba delovnega mesta je na nek način dokaz to, da ne gledajo lastniki, kdo odkot prihaja, ampak kdo karkoli ustvarja in kakšna je njegova dodana vrednost. Kot je bilo že povedano, smo družinsko proizvodno podjetje in sam predstavljam drugo generacijo, kajti oče moj je pred 30 leti začel samo z eno dobro idejo in z veliko volje. Vendar z sodelavci smo iz ene dobre podjetniške ideje uspeli razviti inovativno proizvodno podjetje, ki deluje na mednarodnih trgih. Danes ima podjetje, se pravi je prisotno podjetje v 5 državah z lastnimi podjetji in skupaj nastopamo na 10 trgih, kjer smo dejansko aktivni. Mi v podjetju pravimo, da proizvajamo rešitve. To je po svoje zelo lahko reči, ampak v praksi to pomeni, da imamo strokoven kader, ki uspe prisluhniti kupcu in uspe razviti in proizvesti nov, kvaliteten, inovativen produkt. To tudi dokazujejo lastni patenti, modeli, blagovne znamke, ki jih imamo, nam pa seveda to omogoča konkurenčno prednost in predvsem večjo dodano vrednost. Sodelujemo tudi z Elektrofakulteto v Mariboru, kjer smo v preteklosti skupaj razvili računalniški program Ščit, to je program za zaščito pred udarom strele. Mogoče kot zanimivost, še danes ga ni uspela nobena globalna konkurenca niti približno razviti kaj podobnega.
Veliko vlagamo v mlad kader, vsako leto razpišemo vsaj eno štipendijo in to so, bi rekel, to je naša delnica za prihodnje, naša nova moč. Dejansko smo gonilo v podjetju en ožji krog sodelavcev, ki ves čas gledamo naprej, si zadajamo nove izzive, predvsem pa ne bežimo pred problemi in težavami. In zavedamo se predvsem, da je današnji uspeh plod dobrega preteklega dela, da pa za jutrišnji uspeh moramo začeti delati že danes. Zahvalil bi se Gospodarski zbornici za nagrado, predvsem pa tudi, da ste v nas videli tisto nekaj več. Hvala lepa. Naš osnovni moto je dolgoročno sodelovanje z našimi kupci, s katerimi skupaj rastemo in si zagotavljamo tudi bodočnost v naslednjih letih. V zadnjih 2 letih smo naravno zrasli za vsako leto več kot 10%. Seveda pri vsem tem delu so ključni zaposleni. Tukaj vsako leto štipendiramo od 50 do 60 mladih in v povprečju najmanj 6 mladih iz te vsote zaposlimo. S kupci gojimo odprto komunikacijo, tako kot tudi naznotraj in po vsej verigi, kar se izraža tudi v tem, da nam kupci zaupajo, da sodelujemo v zgodnji razvojni fazi in da skupaj delamo najboljše rešitve, ki potem dajo ali pa izboljšujejo konkurenčno prednost tako našim kupcem, kot tudi seveda nam. Sodelujemo z okoljem, glede na našo lokacijo smo seveda zelo tesno povezani, ali pa sponzoriramo aktivnosti športne, kulturne, mladih, kar na ta način si zagotavljamo na dolgi rok tudi ambiciozne, vztrajne in delovne zaposlene. Hvala. No, te številke, ki so vam bile zdaj povedane, so rasle skupaj z nami. Skoraj 30 let smo na tem našem slovenskem tržišču in postali vodilni razvijalec lastnih programskih rešitev. Uspeh je rezultat trdega dela, vire v uspeh, predanih in strokovnih zaposlenih in predvsem pravilnih strateških odločitev. Pomembno nam je, da lahko s svojim znanjem in strokovnostjo pripomoremo tudi k razvoju gospodarstva v Sloveniji. Delujemo v branži, ki je zelo dinamična in konkurenčna in kjer ni časa za počitek. Prav tako se tehnologija stalno spreminja in moramo iti v korak s časom. Zakonodajalec nam pripravlja vedno nove in nove spremembe. Naši uporabniki naših storitev in proizvodov pravijo, da smo do njih pošteni in skrbni, tak naš odnos cenijo, nam zaupajo in vejo, da jih ne bomo pustili na cedilu. Sodelovanje, pošteni odnosi, vlaganje v razvoj kadrov in v razvoj. To je naša obveza tudi za prihodnje. Najprej lep pozdrav vsem skupaj in zahvala Gospodarski zbornici na tej prestižni nagradi, ki je seveda rezultat trdega dolgoročnega dela celotnega tima Kovis. Smo družinsko podjetje, kot je bilo že omenjeno, v lasti gospoda Pangrčiča. V podjetju sem že več kot 25 let, ko nas je bilo 7 zaposlenih v eni majhni delavnici. Vsakič, ko smo debatirali, kaj bomo, smo imeli dobro razdelane plane in vizijo, katero se skozi rezultate tudi pokazala, da je bila pravilna. V sistemu skupini imamo 4 podjetja, 3 v Sloveniji in 1 v Srbiji, v Bački Palanki. Kot je bilo že omenjeno, smo proizvajalec železniške opreme, predvsem zavornih diskov in ležajnih ohišij. Kriza v leta 2008 je tudi dosegla naše podjetje in takrat smo sprejeli protikrizne ukrepe, da trgu ponudimo nekaj več. Vse na enem mestu, še bolj fleksibilno proizvodnjo, zato smo v času krize zaposlovali kader za višjo izobrazbo, dodatno investirali, se zadolžili v nove tehnologije
in šli korak dlje. Prispeli smo na ta način, da smo zdaj eden od glavnih dobaviteljev tudi podjetjem Alstom, Bombardier, Siemens, kjer so v začetku smo delali samo po njihovi dokumentaciji, danes nam dajo space, da naši razvojniki pač razvijemo izdelek, ki ga potrebujejo. Seveda imamo pozitivne probleme, neprestano rast, tako da tudi končujemo en večji obrat, 5000 kvadratnih metrov na lokaciji v Štorah, kjer bomo dodatno zaposlovali in si pripravili zopet nove temelje še za razvoj naprej podjetja. Seveda svoje ideje in ideje svojih sodelavcev skušamo realizirati. Imamo veliko srečo, da imamo zelo dobrega lastnika, ki nas v vsem podpira, vlaga tako v znanje, nas v kader, kakor tudi nikoli mu ni težko vlagati v novo tehnološko opremo. Tako da dobrih idej nam ne manjka, za prihodnost se ne bojimo. Prepričan sem, da bo naš vlak še naprej drvel do naših ciljev, tako imenovanih postaj, na katere pa želimo priti v pravem času in predvsem varno. Hvala. Dober dan še iz Žalca, iz res črne branže metalurgije iz livarne. V zadnjih tednih je bilo na mene naslovljenih kar precej vprašanj, zelo zanimivo, moram reči vsa, ampak eno mi je pa še posebej dalo misliti, ampak na koncu odgovor je pa davčno enostavnejši. In sicer vprašali so me, na kaj sem najbolj ponosen. Najbolj ponosen sem na ljudi, na sodelavce, na te ljudi, ki so bili pripravljeni po stečaju leta 97 še enkrat verjeti, še enkrat iti na ne lahko, bolj trnovo pot, kjer se niti ni dalo videti na začetku, ali bo ali ne bo, ampak skupaj smo uspeli. Uspeli smo prestrukturirati proizvodnjo, uspeli smo spremeniti naše mišljenje, uspeli smo znanje, ročne spretnosti, ki so bile prisotne že ves čas, spremeniti v uspešne proizvode in prodreti na zahteven evropski trg. Namreč jaz sem zelo zagovornik, treba verjeti vase, treba poslušati okolico, verjemi in pa zaupaj pa predvsem sebi. Pa glavo gor. Hvala.